kmalu se bodo začele prvomajske počitnice in da otrokom v Mariboru ne bo dolg čas, bodo poskrbeli tudi v Društvu za razvoj filmske kulture. To namreč pripravlja delavnice animiranih podob za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole. Tako ne bodo le gledali risank, ampak jih seveda tudi ustvarjali. Več o tem pa s Hano Repše, vodjo in izvajalko projekta, in pa Jakobom Korošcem, rednim udeležencem projekta Društva. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Za sam začetek, Hana, vprašanje, kaj vse se počne na delavnicah animacije? Na delavnicah animacije se pripravlja zgodbo za film, se izdela vse potrebne karakterje oziroma like, scenografijo, ozadje, posname vse fotografije, ki so potrebne za ustvariti gibanje, posname zvok, zmontira, da film v postprodukcijo, da se še fine nastavitve popravi in potem je film nared za javno prikazovanje. Jakob, kot rečeno, si redno udeleženec samih delavnic. Kaj te je navdušilo? Že pred nekaj leti si se prvič preizkusil v animaciji. Ja, prvič sem se v Art Campu pred 5 leti, no. Navdušilo pa me to, ker tudi rad likovno ustvarjam in rad snemam in rad na računalniku delam. In animacija je, kot bi rekel, vse to skupaj, ne? Ker moraš na začetku izdelati like, potem moraš posneti, potem moraš še na računalniku zmontirati. Pa je težavno delo animacija. Naprimer, v eni sekundi je 25 sličic na filmu. Pri risanki mogoče lahko kakšno preskočiš ali pa tudi ne, če želiš zelo verno gibanje, kar pomeni, da za minuto rabiš ogromno sličic. Ja, to je kar težko narediti, ker vedno moraš čisto malo tisti lik premakniti in potem slikati in premakniti in slikati. Kaj je najtežje? Hana je omenila, da gre dejansko pri samih delavnicah za vse, izdelava likov, zgodbe, ozadja, potem fotografiranje. Kaj od tega je najtežje? Meni se zdi, da je najtežje snemati ali pa montirati vse tisto skupaj, pa tudi delati like. Meni je najtežje snemati. Najtežje snemati. Hana, kot rečeno, delavnica me želite spodbuditi filmsko vzgojo. Zakaj? Kateri segment morda še posebej? Ja, res je. Z vsemi aktivnostmi, ki jih pripravljamo v društvu, pač poskušamo spodbujati filmsko vzgojo in sicer v smislu, da bi mlad človek malo drugače dojemal audiovizualne medije, ki je pač danes obdan z njimi, da bi mogoče poskušal kdaj pogledati v globino nekega sporočila, oziroma da bi mu bilo to lažje zaradi poznavanja filmskega jezika, pa da bi prepoznaval ali pa nekako poskušal ločiti med filmi, ki so kakovostnejši pa manj kakovostnejši, oziroma da bi vsaj mnenje povedal o njih, že to se mi zdi velik korak. Tako da spodbujamo na različne načine, bodisi preko prikazovanja filmske produkcije, bodisi preko delavnic ustvarjanja, kjer pač sami se malo drugače spoznajo s filmskim jezikom. Jakob, na letošnjih delavnicah boš asistent praktično, ne več samo udeleženec. Gledaš kaj drugače na animacijo danes, kot si pred 5 leti, ko si se prvi z njo spoznal? Ja, mogoče malo, da danes, da hočeš z animacijo povedati neko zgodbo, ker v prejšnjem smislu samo, da je animacija kot neki hec, ker sem delala take animacije, ne vem, da ribič vlovi ribo, pa je potem poje, na primer, ne. Zdaj pa animacija ima že neko zgodbo, pa moraš, ja. Koliko minut traja tvoj najdaljši animiran film? Pa vsi animirani filmi približno enako trajajo, moji tako nekje 2-3 minute. Kdaj in kje bodo potekale delavnice, da povabimo vse tiste, ki bi v začetku počitnic ponedeljek, torek, sredo, naslednji teden namreč imeli čas in se radi poskusili v tem? Ja, tako je. Naslednji teden pripravljamo 3-dnevni program, počitniški program z naslovom Animirane počitnice, kjer bomo v prostorih Centra plesa na Tkalskem prehodu v bistvu preko različnih oblik ustvarjanja, se pravi ples, glasba, fotografija in animirani film poskušali narediti neko tako zaključeno produkcijo s končno predstavitvijo za starše, kjer bo animirani film sicer res končni rezultat, ampak v navezavi tudi z ostalimi umetniškimi področji. Zakaj navezava vseh teh segmentov različnih? Animirani film že v osnovi zajema zelo različne segmente in tako kot obstajajo tudi plesni filmi, glasbeni filmi in pač filmi z različnimi poudarki, tako se nam zdi zanimivo, da bi poskušali otrokom dati tudi to možnost, da prepoznajo to pletenje različnih umetniških smeri. Jakob, se vidiš v
filmskem animiranem ustvarjanju v prihodnosti? Ja, pri animaciji mislim, da ne tako bolj pri filmu, ampak tudi pri animaciji in filmu. Tak. Združevanje obojega. Pri filmu kot režiser, kot pisec same zgodbe, kombinacija vsega. Kot režiser, pa kot tudi zgodbe. Kako gledaš na risanke, ki so po televiziji? Vidimo danes veliko različnih risank, katere so dobre, katere ne. Oceniš tudi to, da jih pokritiziraš? No ja, dobre so meni tiste, ki imajo neko zgodbo, ki se iz njih nekaj naučiš, pa tako. Tle pa tiste, ne vem, da neki koničijo, okoli skačejo, pa nekaj pojejo, pa tako. Hana, prej ste že omenili, da gre dejansko za svoje vrstno vzgojo. Bo za vas to isto vprašanje. Danes ponudba risanih filmov na televizijah je ogromna, v našem času tega toliko ni bilo. Kako gledate v samem Društvu za razvoj filmske kulture na ponudbo, ki je na voljo mladim? Ja, saj niso samo televizije, ne? Tam že obstaja vseeno neka selekcija, obstaja tudi internet, ki je še malo širše polje in otroci, tisti, ki pač zelo rahlo dostopajo ali pa enostavno dostopajo do teh vsebin, imajo težje delo. Ja, pač ne moremo jim zatiskati oči, ne moremo jim pač preprečiti, da bi nekaj gledali, lahko jih pa naučimo prepoznavati neke razlike in pač si ustvariti mnenje ob tem, kar gledajo. Se pravi, da niso čisto pasivni gledalci, ampak da vseeno poskušajo se poglobiti v določene vsebine. Verjetno bi bila kakšno izobraževanje dobrodošlo tudi za starše, da otrok ne prepustijo kar televiziji, risankam, kar tako nasplošno. Se starši tudi zanimajo, povprašajo, se udeležujejo morda tudi delavnic ob otrocih? Ja, v bistvu res je. Mi smo zelo fokusirani na otroke, ampak to je čisto moja osebna, individualna stvar. Pač to področje me najbolj zanima. Res pa je, da v Kinu Udarnik se pripravljajo tudi drugi programi, ki so namenjeni izobraževanju odrasle publike, mogoče tudi bolj zahtevni. Obstajajo tudi programčki, določeni seminarji, ki so namenjeni predvsem učiteljem, no, pa posledično tudi staršem, ki spodbujajo pogovore z otrokom ob vsebinah, gledanje skupaj in tako dalje. Tako da, ja, obstajajo te stvari, na naše delavnice se pa res ustavljajo tudi starši. Zanimivo jim je tudi to ustvarjanje, navadno nimajo tega časa, da bi sami nekaj naredili, da bi odklopili vse obveznosti, ki jih imajo in pač ustvarjali. Tako da se ustavijo tudi pri nas na delavnicah in poskušajo z otroki oziroma skupaj narediti filmček. Jakob, za tebe vprašanje še, zakaj priporočaš svojim vrstnikom, kot smo lahko slišali, oziroma kot smo že rekli, od 1. do 5. razreda osnovne šole učencem in učenkam so namenjene same delavnice, zakaj naj pridejo na ustvarjanje animiranega filma, animiranih podob? Ja, tako sem že na začetku povedal, da jaz bi jih navdušil zaradi tega, ker jaz tudi imam rad to, ne vem, snemanje, pa fotografiranje, pa delanje, likovno ustvarjanje. Pa je zabavno ali je samo naporno to? Je tudi zabavno, ja. Pa tudi zaradi tega, ker lahko sam, ki si zgodbo si zamišljaš in jo potem tudi oživiš. Ja, tako da tvoji namišljeni junaki postanejo realni. Hvala lepa, uspešno naslednji teden, ponedeljek, torek, sreda, torej na Tkalskem prehodu v delavnice za ustvarjanje animiranega filma. Hvala lepa in uspešno. Več informacije na www.animation.si. Tako, najlepša hvala še enkrat, uspešno delo še naprej.